En lep pozdrav, me veseli, da ste se v takem velikem številu odzvali kljub dežju. Zdaj v imenu krajevne skupnosti smo pripravili četrto transverzalo po Kamniku in odločili smo se tako. Kamnik nekoč. To pomeni, da ne govorijo vodniki, ki so, ne vem, šolani, ampak ljudje, ki so nekoč živeli v Kamniku in veliko vejo. To se pravi, da pripovedujejo zgodbe, ki so se nekoč odvijale v Kamniku. Zdaj, naša trasa je danes začela tukaj pred Šutensko cerkvijo, nadaljevali jo bomo proti Špitalskim vratom. Glede na to, da je dež, bomo ti samo pokazali in najprej nas bo to pač nam povedal v Špitalskih vratih dr. Ludnik Travnik. Naprej bomo nadaljevali proti Vivodovi hiši, kodar nas zdaj tudi tam pričakujejo, nadaljevali proti Knafličemu prehodu. To se pravi, govorili bomo o tovarni Utok. Nekoč imamo tudi dva pripovedovalca, ki sta nekoč tudi tam delala. To se pravi, kako je bilo nekoč v tovarni Utok. Sedaj imamo tam pač sosesko Mali grad, v kateri stanujem tudi jaz in sem zelo zadovoljna, vesela. Potem nadaljujemo proti, bom rekla zdaj, Cuzakovi hiši. Tam je bil rojen Franc Pirc. O tem bo pripovedoval Janez Repanšek, ki se nam bo kasneje pridružil. Je že tle? Ok, ja ne vidim. Janez je tukaj, v redu. Mogoče bi samo še omenila, da bomo imeli na Knafličevem prehodu tudi mogoče malo se pogovorili o krajevni skupnosti Kamnik, kakšne so vaše želje, kaj smo naredili v bistvu v tem obdobju. Morate pa vedeti, da smo vsi volonterji. Tako da potem gremo proti Tavžentarjevi hiši, če veste, ki je to. Mogoče veliko vas ne ve. Z nami je Alenka Nedeljko. Alenka Nedeljko, ki je zdaj pač nova lastnica in bo nam kaj več povedala o tej hiši. Potem, kaj imamo še na tej poti? Seveda Bergantovo hišo. Gospod Bergant se nam sicer ne bo pridružil, ampak je bil pa tako prijazen, da nam je v bistvu vse napisal, kaj se je v tej hiši dogajalo. Mene je bilo zelo zanimivo, ker so včasih rekli tej hiši bajtica. Tako da hvala lepa, gospod Travnik, izvolite. Ja, dober dan vsem skupaj. Sem sicer iz krajevne skupnosti Perovo, ampak se zelo rad pridružam temu vašemu edukativnemu pohodu po Kamniku. Gremo 800 let nazaj, 1221, začne v Ogleju, ni arhiepiskop, ampak je, kaj že, oglejski patriarh Bertold ali Bartol ali po slovensko Jernej, ko se to prevaja, 128 je ideja prišla tako na plano, da se je odločil, da tole Marino cerkvico v prvotni obliki razširi in istočasno pa ustanovi špital na tem istem mestu, na vrtu tule zadaj. Na to naj bi še vedno spominjala tista zazidana vrata, ki si jih bomo pogledali, ko bomo šli mimo. To naj bi bil vhod v ta špital. Čist zanesljivih podatkov o tem ni, ampak nekaj moramo pač verjeti. Ta špital je bila zanimiva ustanova. Financiran je bil z strani bratovščine. Dve bratovščini sta bili. Ena je bila bratovščina Svetega Antona, ena pa še nekaj z imenom Marije. No in te dve sta financirali to poslopje, to dejavnost, v kateri so se lahko zadrževali 12 do 15 ljudi. Istočasno je pa imel idejo, da v Špitaliču, oziroma na Kozji rebri ali Kozjem hrbtu ustanovi pa špital, ravno tako, ampak tisti špital je bil pa z drugim namenom ustanovljen. Špitali pred gorskimi prelazi
so bili zato, da so se popotniki lahko tam odpočili, nabrali moči, nekaj dobili za jesti, plačljivo ali ne. Ta špital je bil pa namenjen obubožanim in starejšim prebivalcem tega dela Kamnika oziroma celega Kamnika in tistim, ki so financirali ta špital. No, ta špital se je potem čez stoletja preselil v frančiškanski samostan in tam je večinoma svojega časa deloval pod okriljem protestantov. No in potem, ko so bili protestanti spet izgnani iz Kamnika, je prišel samostan v roke ponovno katoliške cerkve, duhovnikov in je tam vztrajal še vrsto let, dokler ni bil prestavljen v stavbo, ki se zdaj imenuje na Prešernovi 12 v Kamenku, kjer je bila pa ta zadnja oblika špitala, potem je bil pa ukinjen. No, ta špital je potem bil seveda večkrat tudi obravnavan strani epidemij kuge. Kuga je 4-krat bila prisotna oziroma pustošila po Kamenku. 2-krat so jo prinesli Ljubljančani, ki so se na hitro izselili iz Ljubljane, da bi se izognili, pa so jo še tlele zasijali. Pa gremo malo naprej dol. No, tole ne bi bila tale vrata in tale ozka ulica, vhod v špital, to je imenovana špitalska vrata. A ste kakšni danes prvič videli? A jih poznate? Jih poznate, ne? Tako da, rečemo, to je zgodba, ne? Je pa ta tlak še iz tistega časa verjetno, ne? To so, kot pravi gospa Ivanka, mačje oči. No, drugače se pa temu reče, da je to tlakovano na kameni zob. To pomeni, da so kamni po svoji vertikali vsajeni v zemljo, zakoreninjeni kot zob v čeljust, ne? In zato so tako stabilni. Vidite, da se to ni uničilo že stoletja. Ne? Tako da to je pa posebnost tega. Si pa zelo lahko zlomite gležen, da ne rečem kaj drugega. Okay, oglejte si tale vrata zdaj. Kakšna je druga zgodovina tega, vam težko rečem. Vsekakor je bilo to eno zanimivo časovno območje Kamnika, ker ta špital je bil 100 let pred špitalom v Slovenj Gradcu, rečemo. Pa 100 let pred špitalom v teh starih mestih. Ne. Se pravi, ta Bertold je s tvojo idejo prišel sem noter, ne, in s tem špitalom uspel. Ne. Dober dan, dobrodošli pri Vivodovih. Jaz vas vse pozdravljam in vam lahko povem, da sem od leta 2011 solastnik Vivodove hiše. Seveda, znane je kot Vivodova hiša, ampak jaz bi se vrnil nazaj v 18. stoletje, ko je bila pa tukaj usnarna in pa, oziroma usnarna, družina Verona je imela usnarno. Seveda so bile to manjše delavnice usnarske ob kanalu. Skratka, v zadnjem letu smo odkrili kožo nad portalom, nad obokom, kar predstavlja usnarsko, bi rekel, staro obrt. Seveda je pa tudi v letošnjem letu v zadej za hišo odkrita sledi Žajspoha oziroma tega kanala. Seveda, naslednji rod oziroma naslednja družina je bila družina Košir, ki bi pa rekel, da ni bila tako pomembna za samo zgodovino hiše. Leta 1839 je pa Franc Vivoda kupil hišo. Seveda, šele leta 1911 je pa prišla v roke gostilničarja in klobučarja Antona Vivode. Poznan je bil kot občinski svetnik, kot sem rekel, gostilničar, klobučar. Smo pa tudi raziskali, no, da je družina Vivoda prihaja iz Avstrije. Skratka, dvojni V Vivoda izhajajo iz Avstrije. Gostilničar in klobučar Vivoda, oziroma je bila to potem dejavnost, če jo predstavim, klobučarna. V hiši je bila klobučarska dejavnost oziroma krojaška delavnica, na sami šutni je bila pa trgovina. Lahko rečem, da so bili tudi, oziroma je bila
oblačilnica Vivoda. Imeli so pa tudi zastopstvo za tivar obleke. Skratka, so bili zastopniki iz Varaždina. Lahko pa rečem, da so sodelovali z podjetji iz bivše Jugoslavije, Zagreb, Split, kot sem rekel, Varaždin. Tukaj imamo tudi Klobuk, Dunaj, Graz. Skratka, so bili zelo, bi rekel, kar dejavni za tisto obdobje, govorimo 30-31. Seveda so pa sodelovali tudi z lokalnimi, bi rekel, predstavniki, skratka tudi z Borutano, Slatnari, tiskarna Slatnar so kupovali pisarniški material. Zdaj gostilna, sama gostilna je bila pa tukaj v tej hiši locirana, ne? Sploh pa za gostilniški vrt je zadej in tukaj se je nekako zbirala vsa, bi rekel, kulturna kamniška smetana. To se pravi od gospoda Sadnikarja, gospa Kratnar, Fran Albrecht. Seveda vsako poletje je bil pa med njimi tudi gost, Belokranjec, predstavnik moderne Oton Župančič. Skratka se je pri Vivodu se je tukaj zelo dobro počutil. Seveda ob kozarcu vina, še vedno aktivnem Žajspohu, je napisal marsikatero delo. Zdaj dokazi so za Veroniko Deseniško, za ostalo pa ne. Ne bi pa napisal tudi, v bistvu med drugim tudi več del. Se pa spomnim, no, ko mi je vnukinja predstavila oziroma iz knjige, ne, da ko je bil Župančič bolan, skratka ni mogel v Kamnik, je ženi napisal spisek, koga vse naj pozdravi, ne. In med drugim je bilo tudi napisano, tudi k Vivodu bi bilo dobro stopiti. Skratka je tudi pošiljal pozdrave gostilničarjev. Bi rekel, da je bil zelo tesno povezan s to gostilno oziroma samo Vivodo. Zdaj gostilna je delovala do leta 1949. Seveda po gostilničarjevi smrti leta 1930 so jo vodili žena Marija, hčerka Milena in pa Anton. Zadnja še živeča je bila Milena, ki je pa pokojna, drugo leto bo 20 let. Tako da nekako 49. se je pa nekako gostilna potem se je vse skupaj zaključilo. Zdaj, kakšni so moji plani za naprej oziroma kakšni so načrti? Načrti so taki, da imam željo oziroma drugo leto, ko je 100. obletnica Veronike Deseniške 23-23, hišo restaurirati nazaj v gostilno. Skratka, optično jo, kot vidite na tisti fotografiji gor, jo nazaj povrniti v isto obdobje, v isti stil. Sodelujemo z Zavodom za spomeniško varstvo, tako da trenutno nekako pripravljam zadeve, da bi v bistvu realiziral za drugo leto na obletnico Župančičeve Veronike hišo nazaj v gostilno. Seveda to pa še, v bistvu sem idejo potem še razvil, da pa pred hišo uredimo tukaj ta trg in da postavimo kip Župančiča celopostavnega v bronu. Skratka, Župančič pride nazaj po 100 letih, tam, ko se je dobro počutil nazaj v gostilno. V gostilničarju v Vivodi. Sem zelo vesela, da sem dobila dva, ki sta še delala v tovarni Utok. To se pravi, one dva nista delali pri gospodu Knapliču, ker je to, oni že malo prej to bilo, ampak da predstavim gospo Mira Burja. To je namreč tudi moja soseda, tako da sem imela vse v krogu, in gospod Ljubče Mihajlov, ki pa tudi moj sosed. Tukaj se nahajamo na zemljišču bivše tovarne Utok. Jaz sem delala praktično v celi tovarni. Začela sem v usnarni, ko so kože pripeljali iz skladišča surovih kož v ložilnico, potem naprej na brušenje, na fojcanje, brušenje, sušenje do končnega izdelka. Praktično sem bila na vseh oddelkih, na koncu sem bila pa v volantariji, ki je bila ustvarjena na podlagi delavcev, bolani bi rekla, pa takih, ki niso bili več zmožni delati v usnarni. Ja. Za tiste čase je imela tovarna Utok za delavce lepo poskrbljeno. Imeli smo svojo ambulanto, zdravstveno, kuhno, menzo, počitniške domove.
Tako da smo si lahko privoščili ali počitnice, ali zdravniško oskrbo. Zato je bilo lepo poskrbljeno. In tudi delavci kot taki smo se zelo razumeli, smo znali skupaj stopati, imeli smo tudi besedo. Tako da, če človek danes premišljuje, da ni tistega vzdušja, ki je bil takrat na delavcih. Tukaj je bila včasih plata betonska, tam je s konvekcijo vse to ravno, gorje so se preparali te surove kože, kot je gospa Mira rekla, ne. Odspod je bilo pa skladišče, ki so po te kože noter vozili in so jih solili, nalagali na palete delavci, od tam so se pa po te kože naprej vozili v ložilnici na luženje in tako naprej, ne, te kemikalije pa take stvari. Drugače pa tukaj, ko se zdaj nahajamo, recimo tala del, ta goren del, ki je na Parmovi te vhode pa to je bila usnjarna, na spodnji del, ki je pa usnjarska ulica, ta del, tele stanovanja pa to je bilo pa ložilnica. Tam so bili ogromne neke sode, bazene, tam so se koži v bistvu strojili pa tako naprej, ne. Drugo pa, kot je gospa Mira rekla, ne, vse za tisti čas, ko smo tukaj delali, jaz sem 15 let delal, sem začel od viličarista do usnjarskega tehnika nazadnje, je bilo res zelo luštno, je bil direktor takrat gospod Hafner, Horst Hafner, ki je res poskrbel za delavce. Plače smo imeli res solidne, dobre, tudi za socialo je dosti poskrbel. Sicer to so večinoma tovarne imeli v Kamniku, da so kupovali tovarne, so kupovali stanovanje, pa so dodeljevali delavcama, ne. Ja. Ali pa kredite so, ker je hotel pa bajto zidati, pa dobil ugoden kredit prav od tovarne, ne. Pa kje je bila tista upravna stavba oziroma ne kuhna? Kuhna je tukaj bila, lejte. Čez zmeraj en konc zidu tukaj. Dol je bila kuhna, gor je bila ambulanta, zraven so bili pa laboratoriji, pač za raziskovanje tehle kislin, ali mravljične, ali za strojenje kož. To je pa Knafličova vila to? Ja, to je ta Knafličova vila, ne. To je to. Mene zanima, kaj se bo dogajalo zdaj s to jamo, ker to se že vleče 17 let, a 18, koliko sem jaz tukaj. Trenutno smo v situaciji, da je takšen načrt, kot je bil zdaj spremenjen, strani občine potrjen in je zdaj na strani investitorja, da pripravi podrobno, vse stvari podrobne za spremembo gradbenega dovoljenja, tako da formalno pravno so možnosti za gradnjo odprte, kako hitro se bodo pa tisti, ki imajo namen graditi, zasukali, pa ne vemo. Take stvari so se dogajale. Zdaj moram pa še vprašati, a vsi veste, kaj pomeni beseda žajsploh? Vam lahko povem, da žajsploh so ukinili leta 1971, ko smo mi prevzemali gasilsko vozilo v starem gasilskem domu Tonke Tržnica, smo ga še odprli tako, da smo lahko pred gasilskim domom vodo črpali, da smo pokazali, da avto deluje. Zanimivo je pa to, da je zadnjič pa voda iz Žajsploha v gasilske namene bila uporabljena 79 leta, ki je goril tapetništvo, ki ga niso še zasuli, bila je pa tako močna navihta, ker Žajsploha niso več spuščali z Borutane noter, da se je iz vseh teh mestnih žlebov pa kloak pa po ulicah toliko vode nateklo, da smo lahko črpali pa gasili tapetništvo na Šutano. Takrat je bil vodovod čez Puckale, je bila električna črpalka, zmanjkalo elektrike in je bil cel kamen in tudi hidrantno mrežje brez vode in je zanimivo to, da tudi sirena ni mogla tuliti, je bila plat zvona takrat kot 79 leta. Nahajamo se pred Pirčevo rojstno hišo, ki je samo zidan del ohranjen od tiste hiše, vmes je požar že hišo uničil in se je 20. novembra 1785 v tej hiši rodil Franc Pirc. Če boste brali kakršnokoli dokumentacijo od njega, piše, da je bil rojen v Godiču, to ni res.
po vseh animarij knjigah, kar jih ima škofija in vse, je dokazano, da je bil rojen v tej hiši in tudi njegovi predniki so živeli v tej hiši. On je bil načeloma duhovnik, ampak ker je bila takrat, bom rekel, zelo, zelo velika kriza na našem območju, se je začel na svojih župnijah, tam, kjer je on deloval, ukvarjati z gospodarstvom in to s takim, da bi ljudem čim prej dal hrane in pa, da bi s tem tudi ljudje na deželi kaj zaslužili. On je začel zbirati razne peške, od jabolk, hrušk, vsega tega in potem je to sejal, delal, bom rekel, te potaknjence cepil in potem to kmetom nekaj prodajal, veliko pa podaril samo zato, da so potem, bom rekel, naredili te travniške sadovnjake. To so majčkeno več drevje, ni tak gost nasad, ki je danes moderen, ne? Ampak zato, da so, bom rekel, dvoje imeli. Sadje in pa še lahko travo za živino. No, ker je bil zelo podjeten, je delal prvo župnijo je imel v Beli peči pri Trbižu, druga župnija je bila pod Tabor pri Brezjah in pa seveda Podbrezje in pa seveda Peče pri Moravčah. Potem je prišel v stik z Barago in pa je bil naprošen, da bi šel v Ameriko za misionarja, tam je bila pa menda še več lakota, pa še več kriza, kakor pa pri nas. Zbral je peške, ne vem koliko vrečnih pešk sadnih in jih je dejansko poslal že pred sabo v Ameriko, da so potem, bom rekel, njemu to robo dostavili na tisto njegovo, pa ne še župnijo, ampak enostavno samo postavili nekaj šotor in v tistem šotor je potem on začel v Ameriki umno gospodariti. Naredil je prvo indijansko slovnico, to se pravi, da je z vsem tistim plemenom, ki so tam okoli bili, vzpostavil stik v njihovih jezikih in pa prvo slovnico je napisal. V zahvalo za njegovo delo je danes v Ameriki Pircetown, to se pravi mesto Pirc, imenovano po njem, in pa zanimivo je to, da je glavna ulica v tem mestu je ulica Kamnik. Ja. To je njihova zahvala. In tudi najdu se je pisem, ko je on leta 1880 umrl, on se je predčasno vrnil z Amerike in je potem tukaj umrl, ampak Amerika je poslala pismo na ameriško ambasado za Avstro-Ogrsko takrat, da mu naj na ameriške stroške postavijo največji spomenik v Ljubljani, ki je toliko dobrega naredil kot misionar v Ameriki. Če se predstavljate, kako je to potekalo, s parnikom ke, s parnikom nazaj, cepiče sem, cepiče ke, eno, drugo, ampak bom rekel, če pogledamo, je to vzorno laufal. In temu človeku se ima mesto Kamnik še za obdolžiti. Mi smo bili kot krajevna skupnost že v Podbrezju, tam ima postavljen ličen spomenik in pa svojo spominsko sobo, kot da, bom rekel, je obeležen. V Pečah so postavili iz belega podpeškega marmorja čudovit njegov kip, tudi njemu v zahvalo. Kamnik se pripravljamo na to, pa se je una stran Malograda začela podirati, tako da smo bili že vse zmenjeni, kje bomo postavili, pa so potem prišli gradbince, pa so začeli na veliko rušiti. Tam zraven Starovasnika nad kavarno gor bomo zdaj postavili še en ta piedestal in pa njegov doprsni kip gor, ki je z naše strani že narejen, ga je naredila ta kamniška kiparka Koželjeva in je pripravljen samo, da mi tam še nekaj očistijo. Verjetno, da to letos ne bo, ampak bolj okoli občinskega praznega druge se pa zna zgoditi, da bo ta stvar tudi z naše strani, bom rekel, poračunana, da bomo vsaj vedeli, da smo imeli toliko pomembnega Kamenčana pri nas. Najprej bi se rada zahvalila organizatorjem za ta res lep, zanimiv dogodek oziroma za ta niz dogodkov skozi zadnjih nekaj let in da imam priložnost pregovoriti pred vami.
ki ste poznavalci Kamnika. Jaz sem v Kamnik preseljena in moram reči, da Nuši večkrat tole poudarjam, da sem zaljubljena v Kamnik. Zdaj živim 12 let v Kamniku, zadnja 2 meseca v tejle hiši. Letos poleti, mislim, da danes ravno 2 meseca, kar sem se preselila, kupila tole hišo, zato ker sem zaljubljena tudi v starinske hiše. Tukaj smo, včasih se je reklo, pri Tavžentarju. Pri Tavžentarju, ker to je bil vzdevek lastnika, ime mu je bilo Andrej Rebršek. Živel je v konc 19. prvo polovico 20. stoletja. Vzdevek Tavžentar pa, tako mi je bilo rečeno, jaz sem poiskala par drobcev stvari, ker seveda nisem iz Kamnika, ampak nekaj sosedov mi je povedalo, pa tudi pridobila sem historični izpisek iz zemljiške knjige. Rečeno je bilo, da Tavžentar, zato ker je trgoval in je govoril v tavžentih za svoje izdelke oziroma za svoje blago. Tavžent za toliko, to stane toliko tavžent in tako naprej. Ampak če grem še malce nazaj, glede na dokumente, ki sem jih pridobila in ki so prvi celo v nemščini, so prvi Rebrški prišli sem 1875. Baje so bili tukaj hlevi takrat. In so Rebrški prezidali tiste hleve v hišo. Predvidevam, da so eno leto zidali in je bila hiša zgrajena leta 1876, kar sovpada z tole letnico tukaj zgoraj. In potem časoma so dvignili še za eno etažo. S tem, da hlevi so pa potem ostali še do prednedavnega v drugi polovici oziroma tam v vrtu. Mislim, da še pred 5 leti so potem šli z te ruševine hlevov odstranili. To so bili, se pravi, tile prvi Rebršaki. Tavžentar je bil dedič in sicer leta 1907 je z izročilno pogodbo postal lastnik te hiše in je tukaj živel z ženo Marijo in 9 otroki. Po njegovi smrti leta 1959 sta hišo podedovala vsak do polovice hčerka Mihaela in pa sin Karl. Marsikdo ga pozna pod imenom Drago. Mislim, da še marsikdo od vas je poznal Mihaelo in Dragota in Vinkota. Vinko in pa njegova mama Marija pa sta imela preživninsko pravico do stanovanja in do oskrbe. Verjetno nihče ne ve, o Tavžentarjevih je bil posnet film. Posnel ga je Valentin Perko, ki je posnel tudi Petelini zajtrk, se pravi naš najbolj znani filmar. V tistem filmu nastopajo samo Tavžentarjev Vinko pa Drago, potem Temni valček, harmoniko ga tudi poznate, in pa tukaj ste vse naprej Maurinov Janez pa jaz. To smo bili ključne osebe tega filma. Slovenija se je takrat malo zgražala nad tem filmom, vendar je bil nagrajen na Beneškem bienalu z najvišjimi priznanji. Bil je predvajan tudi mnogokrat na Radio Ljubljana oziroma na TV Ljubljana, da ne govorim na češkem, kjer je Perkotov Valentin tudi diplomiral, ampak to, da ste vedeli, da sta bila Tavžentarjeva dva znamenita Kamničana med nami starejšimi. Naslov filma je pa Temni valček za Tavžentarjeva. Tako da potem so tukaj živeli 3 otroci od 9 do starosti, bili so neporočeni, brez potomcev. In mislim, da tam leta 2003, če imam pravi podatek, je postal lastnik gospod Špenko z pogodbo o oskrbi teh ostarelih 3 Rebrškov. Gospod Špenko potem tukaj namestil kar precej ljudi, ki so imeli stanovanjske probleme,
Tako da je bilo kar veliko ljudi, ki iz drugih republik Jugoslavije, mogoče malce obuboženih, ki so iskali pač neko možnost za stanovanje. In tudi hiša bila skozi desetletja dotrajana, tako da zatem je bila prodana Darku Droveniku leta 2017. Droveniku, ki je sin znanega kamniškega botanika dr. Božidarja Drovenika. In po 5 letih je Darko Drovenik to hišo letos prodal meni in ima par lepih elementov kot starinska hiša, tako da jaz imam zelo rada. Bo veliko dela, nekaj že prejšnji lastnik naredil, nekaj bom jaz naredila. So tile stari oboki, velbi, ki so bili tudi nekateri do zdaj zakriti za knaufom, tako da to odpiramo. Ti debeli zidovi, tudi razporeditev samega prostora je lepa, krasno, od zadaj vrt, tako da, ko bo to urejeno, jaz pravim, da bo ta hiša biser. Tale hiša ima hišno številko Parmova ulica 5. Tole že po obokih, po gradnji, potem lahko vidite, da je ena najstarejših hiš v mestu. Je bila pa to šutna, to pomeni predmestje, mestna vrata so bila majčkeno naprej. In tukaj je bila mlinšca, o kateri smo že nekaj besed rekli, tukaj je voda tekla, mostiček je bil čez in tukaj so bile usnarne. Ampak v tej hiši pa se je potem nekaj posebnega zgodilo. Podobar Ivan Klemen, ki je zapisan, potem boste lahko videli tudi na tej tabli gor, na spominski plošči, je Damjan, a je bil lastnik, je bil lastnik. Je pa Max Bergant, ki je bil doma iz Podgorja, oče od Damjana, 1912 je bil rojen, prinesel popravilo en lesen okvir za Marino podobo. In tukaj je bilo, zdaj je prazno, takrat je bilo pa tako kot kakšni rezbarji. Malo je bilo v delu, malo je bilo odloženo, orodja so bila, vse je bilo. In to ga je pritegnilo toliko, da je začel prihajati sem, da se je izučil rezbarstva. Potem kasneje se je tudi 3 leta izpopolnjeval v Splitu, drugače pa tukaj delal vse življenje. Damjan pred 50 leti, pred 60 leti, pred 70 leti je bil pa tukaj atelje in ga je Max Bergant odkupil od Ivana Klemena, ga poimenoval Bajtica. Od takrat je tole Bajtica in je svojo umetniško pot nadaljeval. Zelo velik vzpon je rezbar Bergant dosegel s sodelovanjem z profesorjem, arhitektom Jožetom Plečnikom, zdajle obletnico praznujemo, ko se je obnavljala cerkev v Stranjah po drugi vojni. In se veste, da je tam skoraj vse z lesa. In vsa rezbarska, vsa kiparska dela je zaupal mojstru Maxu Bergantu. In poznate način Plečnikovega dela. Neko skico je naredil, potem je pa zaupal, da bo idejo razvil tisti obrtnik, umetnostni obrtnik sam. Vmes je pa hodil na obiske, se pogovarjal. In skozi to, skozi pisma, skozi obiske, skozi razgovore, skozi različne načrte, se kaže, kako je bil zadovoljen z njim, kako ga je pohvalil, kakšen umetnik je Bergant. In zdaj ima družina v arhivu pisma, načrte, spomine, pa ne kažejo samo to, da sta bila to 2 umetnika, ampak kakšno iskreno prijateljstvo se je razvilo med profesorjem Plečnikom in mojstrom rezbarjem in tudi gospo Zoro Bergant, mojo profesorico matematike, mamo, soprogo, vse do Plečnikove smrti.
Zdaj pa povejmo, kdo je vse v tole bajtico hodil na klepet, na razpravljanje o umetnosti, koga vse je tale bajtica gostila. Plečnika smo že omenili. Potem je starejši gospod Nikolaj Sadnikar, tam Zalc, slikar Cuderman, ki je imel hišo gor na Žalskem hribu, skladatelja Cirila Vremšaka poznate. Tukaj so prihajali različni arhitekti, umetnostni zgodovinarji in tako je bila 30 let, od 1960 do 90, bolj intenzivno srečevanje in ustvarjanje. Bom kar naštela, tako kot je zapisal Damjan, ki me je zaprosil, da naj povem, on je vse zbral, jaz sem mu pa glas posodila. Arhitekt Marjan Vodnik, arhitekt Bojan Šlegel, kipar Leon Homer, ki je tam malo više gor živel, Lojze Perko, Miha Maleš, Aladin Land, profesor Žnidaršič, ki dela take zgibane stvari, je na šoli za oblikovanje v Ljubljani poučeval. Potem Lojze Brlec, Dušan Lipovc, dr. Ivo Kordaš, od umetnostnih zgodovinarjev pa akademik Emilijan Cevc, soproga Anico Čevčevo, dr. Miklavž Komel. Vse to so v slovenskem merilu znana imena in so v tejle bajtici marsikaj, bom uporabila nečisto knjižno besedo, naumili, kaj bi se dalo kje. In je praktično Max Bergant delal do zadnjega. 3 dni pred smrtjo, umrl je 30.6.96, 3 dni prej je oddal svoje zadnje delo. Jaz upam, da vam je bilo kljub dežju danes prijetno, da vidim, da vsi že nekaj debatirajo, nekaj razmišljajo, neke svoje spomine pripovedujejo. Mi smo z izobraževalnim delom zaključili, na koncu pa seveda vedno sledi majčkeno za zdravje, za dobro počutje. To se bo zgodilo pa v gostilnici pri Podkvi.